Zdravo, tukaj Valentin. Tokrat bom zopet govoril o spolnosti in sicer o zasvojenosti z spolno energijo oziroma z doživljanjem orgazma. V nekaj predhodnih vlogih sem že govoril o masturbiranju in kako pomembno je, da se osvobodimo uporabe domišljije ter da čim bolj fizično izkušamo spolnost. Danes bom tem pojasnilom dodal še nekaj informacij za boljše razumevanje zasvojenosti za spolnostjo. Torej, spolnost je nekaj naravnega in ko človeško telo spolno dozoreva, vsak lahko začne izkušati povečano občutljivost na lastnih spolnih organih in potem tudi, če se eksperimentira z draženjem, drgnanjem spolnih organov, lahko izkusimo energijo, ki ji rečemo orgazem. Na začetku, ko začnemo izkušati spolnost in orgazem, je vedno samo fizični stik naših rok z našim fizičnim telesom in posledično doživimo fizični orgazem. Potem pa večina ljudi začne v to spolnost vnašati še druge elemente, kot so domišljija in uporaba raznih pripomočkov, kot so recimo erotične revije ali slike in pa gledanje pornografije. Potem seveda nastopi faza, ko začnemo spolnost izkušati tudi z drugimi osebami, z spolnim odnosom, z osebo večinoma nasprotnega spola ali istega spola, ali celo z kakšnimi fizičnimi telesi kakšnih drugih živih bitij. Pri spolnem odnosu nekateri gledajo predvsem kot na nek akt, katerega cilj je doživljanje orgazma. Torej, ne gledajo na spolnost kot na nekaj, kar je izkušanje fizičnih dotikov in pa da je namen spolnosti za spočetje otrok. Zato se v spolnost večinoma ne vstopa na nek premišljen, trezen način z namenom nekega odgovornega ustvarjanja družine in vzgoje otrok, temveč predvsem kot neko sredstvo za sebično doživljanje te energije orgazma. In ta energija na splošno je nekaj povsem normalnega, ampak lahko se potem kasneje razvije v obsedenost. Prvič, na splošno je potrebno razumeti izvor energij nasploh. Energij v smislu teh občutkov, čustev, energetskih premikov znotraj našega fizičnega telesa,
In ena posledica tovrstnih energij je tudi tisto, kar mi potem si rečemo, doživeli smo orgazem. Kot nek ta zelo močan energijski izpust. Pa ste se kdaj vprašali, kako ta energija nastane? Od kod se jo vzame? Kaj je potrebno za njen nastanek? Če pogledamo spolnost, je tukaj zraven vedno neko premikanje, neko trenje. Podobno kot če bi si dlani podrgnili eno ob drugo in bi nastala ta energija toplote. Podobno je tudi pri spolnosti. Torej, gre za fizični stik za uporabo tega sistema, kjer pridobivamo oziroma črpamo energijo iz našega fizičnega telesa. In ravno zato skozi masturbiranje in spolnost pred nastopom orgazma postane telo zakrčeno, kot v krču, negibno, zato da ta sistem iz našega fizičnega telesa posrka to energijo in jo pretvori v nekaj, kar mi rečemo orgazem. In ta energija je v bistvu energija strahu. Zato je tudi zelo podoben občutek, ko smo v stanju resničnega strahu pred neko neposredno veliko nevarnostjo ali ko smo v stanju zaljubljenosti ali tik preden doživimo orgazem. Gre tukaj torej predvsem za občutek v nogah, ko noge postanejo šibke. In to srkanje energije iz fizičnega telesa povzroča, da naše fizično telo postaja šibko oziroma da zgubljamo našo prizemljenost z našim fizičnim telesom. Vse manj nam postanejo mar potrebe našega fizičnega telesa in da bi nekaj konstruktivno ustvarili v tej fizični realnosti z uporabo našega fizičnega telesa. Vse bolj nam je interes samo doživljanje teh energijskih občutkov. Kaj pa dejansko je tisto, kar doživi orgazem? Komu ali čemu je ta energija všeč? Stvar je v tem, da eno je fizično telo, eno je pa ali tudi mi temu rečemo umsko-zavestni sistem. To so naše misli, virtualna resničnost, ki ji rečemo domišljija. To je sistem, ki je energetski, ki je sestavljen iz energije in ki potrebuje energijo za svoj obstoj. Ko doživimo orgazem, gre tukaj v bistvu za akt mučnega sesanja energije, fizične energije iz našega fizičnega telesa in dejansko to našemu fizičnemu telesu povzroča bolečino, ker pa mi nismo
spojeni kot bitje z fizičnim telesom, temveč smo spojeni predvsem z umom, z našo domišljijo, smo mi tisti, ki doživljamo to energijo kot užitek, kot nekaj, kar nam je všeč. In potem, če skozi spolnost, seks ali masturbiranje dodamo še uporabo domišljije, ko si predstavljamo, da smo v spolnem odnosu z nekom, ali da uporabljamo pornografijo, povzroči to dejstvo, to uporabo domišljije, da smo navezani na to domišljijo. In se bojimo, da če ne bi več uporabljali domišljije, da ne bi več doživljali te energije orgazma. In običajno pride do obsedenosti z temi fantazijami, ker ko začnemo izkušati orgazem z uporabo uma in domišljije, ta energija se zgenerira in potem hitro izgine. In posledično se ta naša domišljija vse bolj razvija, da si začnemo predstavljati vse bolj intenzivne predstave, razne škodljive, nasilne spolne prakse, zato da bi vse bolj globje lahko šli s to domišljijo v naše fizično telo in izčrpali to energijo za doživljanje orgazma. Posledično precej ljudi izgubi stik z realnostjo, z tem fizičnim svetom. Vse bolj postanejo nesposobni komunicirati z drugimi ljudmi v tem fizičnem svetu. Začnejo razmišljati, kako bi te svoje domišljije uresničili v praksi. In na koncu pogosto pride do pojava posilstev, do pedofilije ali celo do umora kakšne osebe, samo zato, ker uresničevanje takšnih fantazij postane človekov vzgib oziroma nekaj potrebnega za to, da doživi to energijo orgazma. In kaj je sedaj rešitev? Rešitev je v tem, da se čim bolj osvobajamo od potrebe po temu, da bi doživeli orgazem z uporabo našega uma ali domišljije. Da začenjamo eksperimentirati z masturbiranjem in z spolnimi odnosi na ta način, da ne uporabimo nobene domišljijske predstave. Da se posvečamo izključno fizičnemu dotiku in občutku fizičnega telesa. To je zelo na hitro razložena, obsežna tematika v povezavi z spolnostjo, energijami, orgazmom. In to znanje sem pridobil skozi večkratno poslušanje obsežnih audio-izobraževalnih serij na to temo, ki so v angleškem jeziku. Ena audioserija se imenuje Shocking Secrets of Masturbation, ena se imenuje What is Sex in še nekaj teh audioserije, ki razlagajo zelo natančno spolnost in vse povezano z tem.
Kdor bi rad se osebno poglobil v to tematiko in izboljšal svojo spolnost, svoj partnerski odnos, vsem tem vam priporočam tudi, da poslušate te audio serije. Povezave do njih pa najdete v opisu tega videoposnetka. Toliko za danes. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.